plesalci in muzikanti folklornega društva Kres smo se tudi letos odpravili na gostovanje v tujino. Tokrat na 3. mednarodni folklorni festival v madžarsko mesto Nyíregyháza, blizu meje z Ukrajino. Polnočni odhod se je v avtobusu prelevil v pevsko in pivsko zabavo, ki se je morala končati ob 4 zjutraj na madžarski carini, kjer so nas zadržali kar 2 uri. Komaj smo potem dočakali prvi postanek, se okrepili s sendviči in si s posebnimi kemikalijami iz domače kuhinje oprali zobe. Ustavili smo se spet v Budimpešti. 2-milijonsko mesto, ki se razprostira na obeh bregovih Donave, nam je predstavil naš folklorist Miha, ki je skrbno zbral podatke o znamenitostih madžarskega glavnega mesta. Poglejte naprej, kakšna obleka. Te stene so zgrajene iz mehkih ploščic, pravzaprav je mozaik narejen po celem tunelu. Najboljša razgledna točka je Gerhardov hrib, odkoder seže pogled po vsem starem delu mesta. Avstrijci so na vrhu hriba zgradili trdnjavo iz belega kamna Citadelo, da bi ustrahovali prebivalce po vojni za neodvisnost v letih 1848 do 1949. V mestu smo potem zamenjali denar in brž zapravili prve forinte. Popoldne smo se odpravili proti Nyíregyházi, kjer smo se v dijaškem domu kar dobro znašli. Slovesno otvoritev festivala so pripravili v soboto dopoldne na trgu Lajosa Košuta. Tu smo prvič prišli v stik z drugimi gostujočimi skupinami. Grki, Izraelci, Romuni, Španci, Srbi, Madžari in tudi že prvi dan občutili, kako je madžarsko sonce lahko peklensko vroče. Ezért szeretnénk igazi házigazdák lenni, akiknél a hozzánk érkezett táncosok otthon érzik magukat. Amikor a város minden lakója és az önkormányzat nevében köszöntöm a táncosokat, művészeti vezetőiket, egy idézettel szeretném útjára bocsájtani ezt a nagyszerű rendezvényt.
következő szlovén Kressz együttes 1975-ben alakult Dolensko városában. Popoldne smo na mestnem stadionu pred začetkom tekme za državno prvenstvo v nogometu pred množico bučnih navijačev za domače moštvo odplesali del našega spleta. Kljub napornemu dnevu pa smo se zvečer zbrali v sobi, ki smo jo kot ponavadi na takih gostovanjih preuredili v pravcato kavarno, kjer je naš Roman nenadomestljiv gostitelj. Naša pevska žurka pa se je kmalu obrnila v vsesplošno rajanje po stopnišču dijaškega doma.
večerih so se v festivalskem klubu vrstile tudi plesne učne ure. Vsakokrat so se predstavili in učili plesne korake svojih dežel po 2 skupini. Za vsak nastop je treba kar dosti priprav, likanje noš, urejanje pričesk, neutrudno brinkanje naših tamburašev in še kaj. Najprej smo plesali v muzeju na prostem, na odru pa ni bilo niti najmanjše senčice. Termometer je v senci kazal več kot 40 stopinj Celzija. Na soncu pa se je živo srebro povzpelo še višje. Na drugem nastopu v bližnjem domu starejših občanov smo odplesali plese različnih pokrajin. Láthatják a színpadon, akik Novo Mesto városából, Dél-Szlovéniából érkeztek, Tretji nastop ta dan smo zaplesali po polurni vožnji v manjšem podeželskem kraju. Toda popoldansko sonce tudi tukaj ni bilo nič bolj milo. Še dobro, da smo na žgočem črnem modru lahko prestopali, saj bi nam sicer ožgalo podplate. Ponedeljkov dan je bil namenjen ogledu turističnih znamenitosti. Nee. Ah, dronken. Ja.
zatemnilo se je, ki sta videla prišla. Se to tako, če imamo biti bolj kakšen pupot simbol oblasti ali pa nekaj. Čižmadija. Ja, verjetno. Čižmadija je šušteraj. Ja, čižmadija. Ja. Poglej, prestoj. Ne, vagice. Evo, naš plek se sandal. S kosilom so nas pogostili v prijazni gostilni, kjer se je hladna pijača resnično prilegla. Komaj pa smo dočakali vrhunec tega dneva, kopanje. Ker naš madžarski vodič Zoltan seveda ni plavalec, še nikoli ni bil v tem čudovitem mestnem parku, smo vhod vanj našli komaj po polurnem obhodu. Končno. Čakamo na pocenta ribo. Pravilno. Ja. Še 5 minut. Se gremo tušerat. To. Osvežitev, tako v bazenu kot na travi, nam je resnično prijala. Še zlasti, ko smo se pomerili v posebnem spolskem nogometu. Seveda tudi navijačev ni manjkalo, le Branka se je umaknila na svoje, da ne bi bila priča kakšnemu polomljenemu udu svojih plesalk in plesalcev. Bravo, djelajte, dobro je, češka je ta glavna, lej. Bran, moralo! Сразу сидят, всех понял.
tуда. Dobre volje in s kar nekaj buškami, vendar brez težjih poškodb, smo v klubu ta večer mi pokazali naše plese. From the most southern part region, Bela Krajina. And the most eastern part, Perkjume. Both under Pannonian influence, and from the central region, Stajerska. And Dolenska. Both under the influence of Artsum. A to si ti napisal? Ne, to sem zdaj izdobil. Naslednji dan so prireditelji namenili predstavitvi narodnih posebnosti udeleženih folklornih skupin.
Slovenci smo na Košutovem trgu predstavili naše domače kulinarične dobrote in cviček. Vsaka skupina je imela določen prostor, kjer je lahko ponujala svoje dobrote in zaplesala ter zapela. Ni trajalo dolgo, ko smo se vsi plesno in pivsko združili. Facciamo cartocci! Che noia, che grande! Težka je muzička. Kresovke smo se nagnetle na kup in zapele priredbo madžarske pesmi, ki je takoj postala pravi kresovski hit. Prepevanje in plesanje se ni in ni nehalo vse do avtobusa. Navada je tudi, da predstavnike festivalskih skupin sprejme župan mesta. Olyan napon jövünk most itt a polgármesteri hivatal tisztelmében, ami úgy gondolom, kicsit szomorú mindenki számára. This day is a little bit sad for all of us. Szomorú azért, mert Nyíregyháza a néptánc fővárosa. Naši so povedali nekaj besed o Sloveniji in Dolenjski ter poklonili županu steklenico izbranega cvička, knjigo o Novem mestu in prospekte o lepotah Slovenije.
Zvečer smo nastopili na gala koncertu, kjer so se v velikem gledališču na prostem predstavile vse skupine. Štajerski splet s pustnimi maskami je ogrel tudi madžarske roke, da so nam veselo zaploskale. Ogledali smo si tudi nastope ostalih skupin. Vse lepo in prav, če se ne bi v nekaj urah tako shladilo, da smo drgetaje spremljali program.
Z nastopom v enem od 3 velikih nakupovalnih središč, ki jih mesto premore, smo si naslednji popoldan prislužili malico in pijačo. Vrhunska ponudba v blagovnici in zasoljene cene pa so za povprečnega madžarskega kupca skoraj nedosegljive, pa tudi naši forinti so ostali na varnem v denarnicah. Ta večer so nas v mladinski diskoteki učili svojih plesov Španci in Izraelci. Tisti, ki jim ni bilo do plesa, pa so si lahko večer krajšali nadstropje višje z biljardom. Petkovo dopoldne smo namenili ogledu mesta in ker so druge skupine še spale, je moral naš šofer Zvone najprej mojstrsko rešiti svoj avtobus s parkirišča. 2 aplavza za Zvoneta! Nyíregyháza je po velikosti 7. madžarsko mesto in središče vinogradniškega, sadjarskega in tobačnega okrožja Nyiradj. Do romunske, kot tudi do ukrajinske meje ga loči nekaj 10 kilometrov. Muzej in gledališče na prostem, živalski vrt, bazeni, kulturne prireditve. Vse to daje mestu poseben pečat, ki privablja tako domače kot tuje turiste.
Popoldne po kosilu smo se še zadnjič v nošah zbrali pred domom. Čakala nas je namreč še povorka po mestnih ulicah. Rosta Sándor karmester és Kávini prokurátor Mosolycsoport látogatója. Egyébként a csapat mielőtt egyébként belekezdenék az igazi parádéra a Szigocsi koncert és képviselőnek van a Mosolycsoportnak a tagjai. Ennek is információjuk most van, nem csak a Budapestben, az idénben vannak az 50. fellépésükön, jön a első időszak, hogy most már utáig ezeket testeteket, Povorka se je iztekla na Košutovem trgu, kjer se je iztekel tudi 3. mednarodni folklorni festival. A szervezők annak idején nagyon kiválóan választották meg. Po uradnem delu so vse skupine še enkrat zaplesale ter izmenjale darila s prireditelji in skupinami. Az együttest pár napja a többiekkel együtt láthatták majd itt a Kossuth téren. Rengeteg vörösbort, mogyorót, diót, aszalt almát kínáltak. Hát a legnagyobb sikere a vörösbornak volt, ezt nyugodtan állíthatom. És kiváló műsorral még ezután láthatjuk őket. Prišla je sobota in z njo slovo. V upanju, da se še kdaj snidemo, smo se poslovili od vodiča Zoltana, vodji festivala in od drugih skupin. Nekateri s solzami v očih, drugi nasmejani, smo skupaj z Jugoslovani zapeli še nekaj naših pesmi. Right.